Pozdravljeni! Danes vam želim predstaviti, kako lahko v nalogi določanja predhodnika in naslednika števil v aktivno vlogo postavimo gibalno oviranega otroka. Uporabimo orodje za oblikovanje tabele, izberemo 3 stolpce in poljubno število vrstic. Določimo stolpec, v katerem se bodo nahajali predhodniki, v katerem števila in v katerem nasledniki. Izpolnimo vsa polja z rešitvami. Po želji lahko tabelo uredimo tako, da vse zapise postavimo na sredino. Sedaj pa tista polja, za katera želimo, da otrok pove rešitve, zakrijemo s sencami. To naredimo tako, da se postavimo na polje, kliknemo na ta trikotnik in izberemo Dodaj senčenje celice. Naloga je pripravljena. Sedaj lahko otrok, ki sicer ne zmore zapisa števil s pisalom, ob uporabi zaslona občutljivega na dotik polja preprosto odkriva. Vprašamo ga, če imamo število 8, kaj bo predhodnik števila 8? In otrok pove odgovor, recimo 7, in preveri ustreznost svoje rešitve. Kaj pa je naslednik števila 8? Otrok pove odgovor in preveri ustreznost svoje rešitve z enim samim klikom. Upam, da vam je strategija všeč in da vam bo koristila pri delu z učenci.